Dragi bratje in sestre v Kristusu, lepo pozdravljeni. Vsi, ki nam sledite po zaslonih, po programu televizije Exodus. Lep pozdrav v tem postnem času. Postni čas se že bliža koncu. Približujemo se našemu največjemu prazniku, veliki noči, prazniku zmage življenja nad smrtjo. Na ta praznik se pripravljamo s postnim časom. Spomnimo se 40 dni, v katerem bolj kot običajno poudarjamo molitev, dobra dela in pokoro. Postni čas nas spominja na izhod Božjega ljudstva iz Egipta, iz suženjstva v Egiptu naproti obljubljeni deželi. Ko pomislimo na to, se spomnimo torej izhod iz suženjstva. Ta podoba lahko nagovarja tudi nas, da pomislimo, iz kakšnega suženjstva sem poklican, da odidem in nasproti kateri svobodi naj grem. V postnem času, še posebej na začetku, je pomembno, da se vprašam, kaj me zasužnjuje, kaj je potrebno, od česa je potrebno, da se osvobodim. Vsak ima svojo šibko točko, tisto stvar, od katere vidi, da je potrebno, da se osvobodi. Vsekakor gre za nek boj, duhovni boj. In je prav, da se vprašamo, kako v tem duhovnem boju, kakšno orožje imamo v tem duhovnem boju. Prvo, tako najpomembnejše orožje, ki ga lahko poudarjamo še posebej letos, ko smo v letu vire, je prav kot orožje vira v ustajenje, vira v moč življenja, v zmago življenja nad smrtjo. To je zelo pomembna notranja drža, s katero lahko laže premagamo tiste ovire, s katerimi se srečujemo. Kajti tisto, kar nas mogoče najbolj ovira pri tem, da bi delali dobro, je prav strah pred smrtjo. Pomislite, kako bi bilo, če bi ljudje sploh ne imeli strahu pred smrtjo. Potem bi ne imeli strahu zase, bi z lahkoto dajali drugim stvari, bi z lahkoto odpuščali in vse bi lažje teklo. Torej vidimo, da strah pred smrtjo je na tistih glavnih stvari, ki nam dela težave, ki nas ovira. To vidimo že takoj na začetku v prvi Mojzesovi knjigi, v poročilu o stvarjenju. Spomnimo se na Adama in Evo. Potem, ko sta grešila, sta se zavedala, da sta naga. No, ta nagota v prispodobi želi povedati, da sta se zavedala, da sta ranljiva, da jim nekaj manjka, da nista vsemogočna in v tej svoji ranljivosti sta se začela skriti pred Bogom. Tako tudi mi v tej svoji ranljivosti se skrivamo pred Bogom, tudi pred drugim. V svoji ranljivosti smo dostikrat podobni ježu, ki prav zato, da obrani svojo ranljivo sredico, se zavije v klobčič in se brani z bodicami. In dostikrat, tako tudi mi v tem strahu zase, v tem strahu pred smrtjo, pokažemo drugim predvsem svoje bodice. No, in tukaj torej vidimo pomen te vire v zmago življenja nad smrtjo. Pomembno je, da se vključimo v to Jezusovo zmago. Ta zmaga ni bila samo za Jezusa, pa je on še naprej. Ta zmaga je pomembna tudi
za nas. In prav v veri v te zmage, to zmago lahko vemo, da lahko nekaj naredimo, en korak naprej, da lahko naredimo velike stvari. To ne pomeni nemogočih stvari. To ne pomeni, da lahko kdorkoli postane kot Tina Maze, svetovni prvak v smučanju, ali da lahko kdorkoli postane eden izmed najboljših pisateljev v zgodovini človeštva kot Dostojevski, ali da lahko kdorkoli postane predsednik Združenih držav Amerike ali zavzame kakšno podobno funkcijo. Ne, to so stvari, ki so določene tudi z neko potjo, z nekimi danostmi, že od rojstva, od okolja in tako naprej. Ampak vsak izmed nas pa lahko napreduje vsaj za nekaj korakov v svojem življenju, glede na to, kar je. In to se tiče našega vsakdanjega življenja. Predvsem tam, kjer doživljamo svojo šibkost, se soočamo z določenimi razvadami, ki vidimo uničujejo naše življenje in zagrenijo življenje tudi našim bližnjim. Tukaj je pomembno, da si rečemo, ali sem poražen za vedno, ali pa lahko tudi vsaj kdaj zmagam, če ne celo prav vedno živim kot zmagovalec. Kot kristjani moramo vedeti, da lahko živimo kot zmagovalci. Recimo, če ima človek razvado, da zvečer ne more iti spati, tako kot misli, da je prav, v določeni uri, se usede pred televizijo in se dan nadaljuje še 1-2 uri. In namesto, da bi zaključil dan, rajši z 15 minutami molitve. Mnogokrat lahko doživlja ta poraz, ampak v moči vere lahko reče ne. Če vidim, da je dobro zame, da v določeni uri zaključim dan in ga zaključim lepo z 10-15 urami molitvami, to je mogoče. V moči vere, v vstajenju, zmago življenja nad smrti, zmago Jezusa je to mogoče. No, in tako mnogo drugih situacij lahko pomislimo. Zakaj? V pismu apostola Pavla Korinčanom, v prvem pismu, 6. poglavje, apostol Pavel pravi, da je naše telo za Gospoda, ampak tudi nadaljuje, da je Gospod v službi našega telesa. In to je zanimivo. Torej, da smo naše telo v službi Boga, to se takoj vsi strinjamo in se nam zdi normalno, saj mi smo Božji služabniki in seveda tudi naše telo je v službi Boga. Ampak, da je Bog v službi našega telesa, to se nam zdi težko razumljivo. Bog, Gospod, je v službi našega telesa. Kaj pomeni? Da On želi pomagati tudi nam, tudi v tistih situacijah, ko moramo s svojim telesom narediti en korak naprej v smeri ljubezni. In torej moramo tudi to verovati, da nam lahko pomaga tam, kjer nam recimo lenoba tišči k tlom, nas ovira, da bi bolj ljubili Boga in svoje bližnje. Tam moramo poklicati Gospoda, reči: Gospod, glej, tukaj se srečujem s to oviro, s tvojo nemočjo, pridi in mi pomagaj. No, torej vidimo, kako je pomembna ta vera kot neko orožje v tem duhovnem boju, v katerem želimo rasti. No, in tukaj se lahko vprašamo, koliko se sploh borim? A sem v svojem duhovnem življenju sploh se navajam boriti ali se takoj prepustim? Zakaj govorim to v tem našem času? Zato, ker ta naš čas nam dostikrat govori bolj v smeri, da ni treba se boriti. Naredi enostavno to, kar čutiš v tistem trenutku, prepusti se občutkom telesa, srca, čustvom in to ni nič narobe, ni treba se boriti.
In vemo, da po eni strani je prav, da smo v stiku s sabo, s svojim telesom, da poslušamo, ampak vsemu temu, kar pride od telesa in od našega srca, tudi ne moremo slediti. Zakaj? Ker so določene meje, meje, ki jih moramo spoštovati, predvsem v odnosu do drugih. Kaj bi bilo, če bi vsak naredil to, kar čuti v tistem trenutku? Potem bi gotovo prišli v konflikt drug z drugim. Je prav, da smo v stiku s seboj, ampak tudi, da smo v stiku z drugimi. V preteklosti so mogoče preveč poudarjali neke vrste askezo, neke vrste duhovni boj, ampak danes premalo. In torej prav, da se vrnemo malo nazaj in da vidimo, kaj je bilo dobrega v tistem duhovnem boju, ki so ga v preteklosti tako poudarjali. No, recimo za duhovno življenje so zelo poudarjali, da je treba opazovati svoje misli in videti, katera so dobra, katera vodijo v življenje, katera pa so slaba in vodijo v smrt. In tistim, ki vidimo, da so slaba, torej z odločnostjo reči ne. In tukaj se začne ta duhovni boj, ta napetost, ker vsaka misel, vsako čustvo želi imeti svoj prostor, svoje mesto v našem srcu, v našem življenju, v našem razumu, ampak kar je slabo kot kristjani, mi ne smemo temu dati prostora. Torej tukaj je tale boj in tisti, ki so bili navajeni tega boja, so imeli veliko prednost, da so potem z veliko večjo jasnostjo lahko šli skozi življenje in tudi z veliko večjim notranjim mirom, pred tistimi stvarmi, ki pa danes vidimo, da so splošno razširjene kot neke vrste slabosti. No, pomislimo na zelo razširjeno bolezen današnjega časa, na depresijo. Depresija sicer ima različne izvore, ampak depresija velikokrat je prav to ali pa se hrani iz te nemoči, ki jo imamo ljudje, da bi določenim mislim rekli ne. Depresija je velikokrat v veliki meri prav to, da pride neka misel, neka slaba misel, ki me potre, ki me potegne dol in ker nisem navajen se boriti proti katerikoli misli, tudi proti tem mislim nisem navajen. In enostavno pustim, da zakraljuje v mojem srcu, v mojih misli. Če pa sem navajen duhovnega boja, potem sem navajen, imam določeno moč tudi takšnim mislim reči ne in jih pustiti, da grejo mimo. Ob razmišljanju o mislih in čustvih in o tem duhovnem boju, potem lahko pomislimo, katero je naslednje tako orožje, ki ga imamo po tem prvem, ki so ga omenil, torej vira v stajenju, zmago življenja. Potem imamo druge, bolj konkretne stvari, ki nam lahko pomagajo, torej vsekakor molitev. Molitev in kot nekaj posebnega Božja beseda, torej molitev z Božjo besedo, sestavki iz evangelijev, predvsem iz evangelijev, ampak iz celotnega svetega pisma, ki niso samo tam nekje v svetem pismu, ampak jih imam vedno pri sebi, torej zelo pomembno, vsaj do določene mere poznati svetopismo, vsaj nekaj stavkov imeti vedno, se naučiti na pamet in jih imeti vedno v mislih, zato da z njimi lahko odvračamo določene skušnjave oziroma da se z njimi ustvarimo neko utrdbo, v kateri se dobro počutimo in kateri varujemo svoje srce pred napadi hudega. No, recimo nekaj takih stavkov. Čisto srce, o Bog, mi ustvari. Vemo v današnjem svetu, koliko stvari lahko z vseh strani omadežuje naše srce. Pomembno, torej prav za ohranjanje čistosti srca, neki notranji mir, imeti tak stavek, čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi. Ali pa sveti Frančišek, Asiški je rad tako molil, moj Bog in moje vse,
tako v določenih trenutkih, ko vidimo, da nas razne stvari begajo, da se zavedamo, ti, moj Bog, si moj vse, moj Bog in moj vse. Ali pa, kadar res doživljamo stisko, boj in se ustrašimo in ne vemo, če bomo zmagali, čudovit stavek, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. In kot sem rekel, ne vse v tem smislu, da postanem svetovni prvak v nekakšnih take stvari in take nemogoče stvari, ampak vse premorem znotraj tega okvira, ki je meni dan, da ga živim. Znotraj tega okvira se vedno znova lahko odločim za dobro in za slabo, se borim proti zlu in v tem boju, tisto, kar je meni dano, torej, če sodelujem z Božjo milostjo, mi je vse mogoče. Ali pa čudovit stavek, Gospod, ti si polnost rešenja, modrosti in spoznanja. Svet nam vedno znova ponuja ogromno znanja, sredi tega znanja je treba znati izbirati. Ne, smo po eni strani lahko hvaležni, da živimo v takšnem času, da nam je toliko informacij dostopnih, ampak vemo, tudi ogromno informacij, če ne znam nekaj narediti iz njih, mi nič ne pomaga. Treba potem znati ločiti dobre od slabe, tudi med nešteto dobrimi, potem zbrati tisto, ki mi res pomaga v tem trenutku, tisto, ki res lahko nekaj pomeni meni v tej življenjski situaciji. No, zato tukaj Gospod, ti si polnost rešenja, modrosti in spoznanja. Ti vodi moje življenjsko iskanje. Ti vodi moja modrost in moje spoznanje. In potem še čudovit stavek. Veselite se v Gospodu in to zmeraj ponavljam vam. Veselite se. Stavek, ki pride prav, seveda, ko človek se čuti potrtega in mogoče se posebej v tem času, v katerem živimo, ko mnogokrat se pritožujemo nad razmerami našega okolja, naše družbe, soseščine, našega mesta, naše države, celotno, ko pogledamo v svet, vedno toliko problemov. No, veselite se v Gospodu in to zmeraj ponavljam vam, veselite se, kajti žalost gotovo nič ne pomaga, biti žalosten. Z žalostjo ne moramo rešiti nobenega problema. Problemi so in vedno bodo, ampak z neko držo veselja lahko veliko več ne naredimo. Torej, tukaj vidimo nekaj teh stavkov. Potem za duhovno rast je zelo pomembna drža poslušanja. Drža poslušanja, ko torej v svoji notranjosti usposobimo srce, svoje srce, da čuti z ljudmi, s katerimi živimo in da posluša, kaj mi Bog želi povedati danes v tem okolju, v katerem živim. Vsak izmed nas je poklican, ne samo tisti, ki smo duhovniki, redovniki, misionarji, ampak vsak izmed nas, samski, poročeni ljudje, mladi, ki še iščejo, ali pa tudi starejši ljudje, ki so svoje glavno, bi lahko rekli, poslanstvo že uresničili v službi, ko so to delo zaključili v družini, ko so njihovi otroci že dorasli. Ampak Bog vedno znova kliče in je prav, da se vedno znova vprašam, Gospod, k čemu me danes ti kličeš? Kako lahko se odzovem na tvoj klic? In tako kot priprava na te velike praznike, se lahko vprašamo, koliko sem odprt za ta Božji klic, ali se ga najprej bojim, ne, Gospod samo ne me vpraša, če kaj, zdaj bi rad živel v miru, ne, torej bodimo odprti, Gospod nas noče vznemirjati samo zato, da bi nas vznemirjal, ampak nas kliče zato, ker je gospodar življenja in želi, da bi polno živeli. Torej vsak njegov klic je klic k življenju, zato da bi polno živeli in bi tudi sami bili bolj veseli našega življenja. Vemo, v določenih trenutkih težimo k temu,
da se zapremo, da zaspimo, tako bi se radi vse skupaj umirili. Ne? In mogoče v določenih trenutkih to rabimo, ampak gotovo ni prav, da rečemo, no, zdaj to je to, kar sem naredil. Ne, še vedno lahko nekaj naredim, še vedno lahko se izpostavim temu izzivu Božji ljubezni in mislim, da tisti, ki imate že več desetletij življenja za sabo, da veste, da vam ni nikoli bilo žal, če ste se prepustili, tudi če na začetku vam je bilo strah določenim izzivom, ampak ko ste se prepustili in jim sledili in nekaj uresničili, ste sami pozneje bili veliko bolj veseli vsega tega. No, torej, poglejmo svoje srca. V tem času vas vabim, da vsak dan izkoristimo za duhovni napredek in za rast v veri. Amen.